Pozdravljeni. V skupini prispevkov, posvečenih veliki nagradi Mehike, je na vrsto prišel tisti pred kvalifikacijami. Tudi tokrat bo, kot običajno, prispevek pred kvalifikacijami razdeljen na dva ločena dela. V prvem si bomo ogledali tehnične zanimivosti ter novosti, v drugem bomo skupaj skušali razumeti tisto pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. In začenjamo s tistim, kar so novega pokazale ekipe. Čeprav bi si lahko nekdo mislil, da pravzaprav na veliki nagradi Mehike ne bo velikih sprememb, bomo videli, da vsaj uradno imamo kar 8 ekip z spremenjenimi podrobnostmi, ki spadajo v to kategorijo. A brez skrbi, ne gre za takšne novosti, kot smo jih navajeni mi navdušenci. Gre za prilagoditve glede na specifike same proge. V uvodnem prispevku sem povedal, da zaradi nadmorske višine bodo ekipe imele na primer težave s samim hlajenjem. In pri ekipah bomo videli, da so bili njihovi napori usmerjeni prav v to smer. Pri nekaterih so spremenili manjše podrobnosti, kot na primer pri Red Bullu. Drugi so spremenili na primer površino hladilnih škrg, kar smo lahko videli pri Ferrariju, spet tretji so seveda svoje sile uperili v spremembo oblike pokrova pogonskega sklopa. In seveda imamo ekipe, ki so vse to združile v skupnem naporu, da bi nekako izboljšale tisto hlajenje. Zrak je redkejši zaradi nadmorske višine, zato ga je enostavno treba v bočne strukture poslati več. Če smo govorili o samem hlajenju elementov pogonskega sklopa, ne moremo mimo zavor. Nekatere ekipe, ki so bile zadovoljne s svojim učinkom, kar se tiče hlajenja, so sile uperile samo v razvoj zavornih košar, predvsem v tiste vstopne reže, ki so povečane površine. In tudi to se uradno šteje kot tehnična novost, ampak kot ste videli po poročilih, v bistvu gre za prilagoditve, ki jih narekujejo same specifike proge bratov Rodriguez. Zato tudi tu sem o vseh teh spremembah govoril na splošno. Kajti mi, navdušenci, nimamo dovolj podatkov, da bi, na primer, lahko primerjali razliko med tistim, kar so napravili pri hladilnih škrgah Ferrarija ali pa, na primer, pri Alpinu. A poglejmo si nekaj, kar sodi v tisto kategorijo zanimivosti. Namreč tako na prednjem kot na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju se je na koncu pomožnih profilov pojavilo grnjevo zakrilce. Struktura, ki je podobna iz strani L profilu, ki je pritrjena na sam konec aerodinamičnega stabilizatorja. Grnjevo zakrilce ali grnjev profil je aerodinamični pripomoček, ki je v svetu Formule 1 znan že desetletje. In seveda služi temu, da prepreči vrtinčenje zraka, predvsem pod samim aerodinamičnim profilom. S tem, ko ustvari manjšo turbulenco takoj za zgornjim delom profila, za njim vsaj skuša ustvariti neke vrste vakuma, kar po svoje prilepi zračni tok, ki bi se drugače odlepil od spodnjega dela, in tako prepreči izgubo aerodinamične učinkovitosti. Pred leti sem o tem napravil prav poseben prispevek. Vkolikor vas zanimajo principi, kako grnjevo zakrilce deluje, si seveda le-tega lahko ogledate na zgornji povezavi in videli boste, kako so izgledali moji prispevki pred nekaj leti.
zagotovo niso tako dodelani kot danes. A vrnimo se k tehničnim zanimivostim. Tu na ekranu imate stanje pnevmatik, ki ga imajo vozniki svetovnega prvenstva Formule 1 po prvem in po drugem prostem treningu. Manjka nam še tretji ter kvalifikacije, ampak ukolikor želite nekako izdelati tisto pravo napoved strategij za nedeljsko dirko, imate že tu dovolj podatkov, da pridete do kakšnega sklepa. In seveda v uvodnem prispevku sem govoril tudi o zrnjenju ali grainingu. Že na prvem prostem treningu na pneumatikah Soft smo videli ta pojav. Torej, z zanimanjem moramo spremljati tudi tisto, kar se bo dogajalo pri naslednjih dneh. A vrnimo se k dogajanju na sami progi, k tistemu, kar smo videli na prvem in drugem prostem treningu. In seveda na prvem prostem treningu kar 5 novincev na progi. Theo Pourchaire, Frederik Vesti, Jack Doohan, Isaac Haydar ter Oli Berman. Seveda govorili smo o tem, da ekipe bodo imele kar precejšnjo gnečo, kar se tiče izpolnjevanja zahtev pravila, da moramo imeti v celotni sezoni Formule 1 vsaj 2-krat novinca za volanom na prvem prostem treningu. A konec koncev videli smo vso petorico tam zadaj, le Oli Berman, seveda s Haasom, je bil malce boljši od ostalih. A konec koncev rezultati prvega prostega treninga niso mirodajni. Kako to tako z lahkoto trdim? Poglejmo tja, kjer kaže, kdo je bil najboljši. Seveda, Max Verstappen zgoraj, kar je bilo pričakovano, ampak Alex Albon na drugem mestu meni osebno kaže na to, da so se vsi tisti glavni favoriti nekoliko skrivali. In seveda, tu moramo dodati še nekaj, da Yuki Tsunoda zaradi menjave elementov pogonskih sklopov in elementov menjalnika bo veliko nagrado Mehike začel iz dna. Seveda, prisiljen je bil v menjavo določenih elementov in ker bi tako ali drugače začel iz zadnjega štartnega mesta, so mu enostavno zamenjali vse. In verjamem, če bi kdo dejal, da prvi prosti trening nam ni pokazal tistega pravega razmerja moči, kaj bi dejali pa o drugem. Tudi tu Max Verstappen lepo z lahkoto na prvem mestu, in če se malce ozremo, bomo videli, da je lestvica malce bolj realna. Ampak preden vzamemo rezultate drugega prostega treninga za mirodajne, je prav, da si ogledamo tudi čase, ki jih je dosegel na primer Max Verstappen v prvem in v drugem. Na prvem prostem treningu je bil njegov najboljši čas minuta 19 sekund in 718 tisočink. Na drugem prostem treningu je čas izboljšal za približno sekundo, minuta 18 sekund in 686 tisočink. A tu se moramo zopet za trenutek ustaviti. Namreč Max Verstappen je bil najboljši tudi lani na kvalifikacijah. In takrat je dosegel čas, ki je bil boljši še za sekundo od tistega, kar smo videli na drugem prostem treningu. Minuta 17 sekund in 775 tisočink. In sedaj zopet bo kdo dejal, da je to nekje v mejah tiste normale. A bodimo pozorni, lani je Pirelli v Mehiko pripeljal za stopnjo trše pneumatike. Torej, najboljši čas na kvalifikacijah Maxa Verstappena v sezoni 2022 je bil dosežen s pneumatiko, ki ustreza letošnjim medium. Torej, lahko bi dejali, da tudi drugi prosti trening ni tako mirodajen, kot bi si lahko mislili. Ampak vseeno, iz tistega, kar smo videli, Max Verstappen prvi favorit za najboljše štartno izhodišče. Na to bi lahko dejali, da tudi Perez, predvsem na krilih, ki mu jih daje domača publika, ni tako slab kot ponavadi. Lahko bi se prebil tja v drugo štartno vrsto. Ne smemo pozabiti na dobro formo McLarena z Landom Norrisom in seveda Charles Leclerc,
kar se tiče kvalifikacij, zna zmeraj dati nekaj malega več. Poudaril bi rad, da na prvem in na drugem prostem treningu pri Mercedesu niso kazali tiste forme, ki bi jo lahko pričakovali, ampak tu bi se lahko zgodilo kakšno presenečenje. Če pogledamo samo simulacije, je bil Red Bull pred Mercedesom, nato McLaren in komaj četrta sila Ferrari, čeprav od 2. do 4. mesta so bili vsi skupaj. Ampak poudarjam, gre za simulacije, ki ponavadi lahko tudi nimajo nič skupnega z realnostjo. Seveda, tu v Mehiki ne moremo mimo dejstva, da je proga, kjer bosta oba Red Bulla skušala dati vse od sebe, čeprav rezultati, kar se tiče Maxa Verstappena, niso več tako pomembni. A Perez se mora dokazati in v ozadju se bo zopet bil tisti boj za vsa mesta, ki so nekako ostala na voljo. Čeprav sam zopet menim, da je tukaj McLaren tisti prvi zasledovalec, čeprav na primer Oscar Piastri je v manjših težavah, ker enostavno ne pozna proge in nima toliko izkušenj. Tisti, ki ga pričakujem in ki je malce razočaral, predvsem na drugem prostem treningu, je George Russell. Ampak izgleda, da je zapadel v manjšo krizo, kajti že v nekaj zadnjih velikih nagradah je od njega boljši Lewis Hamilton. Poglejmo, ali se bo situacija tu spremenila. V vsakem primeru, naprimer Valtteri Bottas z Alfa Romeo F1 Team, tako visoko, po mojem osebnem mnenju, ne sodi, kot smo videli na drugem prostem treningu, podobno kot ne Albon na prvem. Ampak da se zgoditi, da bomo videli kakšnega predstavnika ene ali druge ekipe v tretjem delu kvalifikacij. A seveda gre za moje osebne napovedi. Poglejmo, kaj bodo pokazale ekipe na vseh 3 delih kvalifikacije in seveda ti rezultati nam bodo še kako prav prišli v zadnjem briefingu. Ampak kar se tiče tega prispevka pred kvalifikacijami, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.